malo, na, prim te malo, prim, no, glej, da ti ne bojo vzeli. Malo so videli, pa me hoče malo nasrati, ampak ne bo šlo. Joj, žlahta, jaz pa brez banan. Zdaj je pa prišel čas, ko se bo tudi Tomaž Gorec malo preseraval. No, ta glavno je pa to. Prispel v hotel, kjer imam rezervirano, ampak sobo dobim šele okoli 11-12, tako so mi rekli. So rekli, da bi se dalo prej, sem da imajo gosta noter, takle bazenček preprosti imajo. Drugače je dobro ocenjena, tle ni kakšne velike izbire, tako da je to bila najboljša cena, pa 22 evrov na noč. Zdaj sem končno dobil sobo, ampak sem itak delal z računalnikom, tako da sem naredil ene stvari, ki mi jih ne bo treba narediti. Tako da ni bil čist stran vržen cajt. Glejte, tamle je bazenček od zadaj, pa tlele za jest, pa vse, zajtrk imajo. No, sem pa v teli hiški. Tukaj, če sem prav razumel, je tole neki skupen prostor, oziroma neke vrste recepcija. Imam tudi ključ za tle. No, jaz sem pa tlele po stopnicah gor. Takale mehna, preprosta sobca, sicer čista. Cena je pa 22 evrov, kar ni tako malo za tule, ne. Boste videli jutri, kakšno namestitev bom dobil za 29 evrov in to skupaj z zajtrkom. Tako da v tem mestu je vse malo dražji, ne laufa ful turizem in zato je dražji, ampak glejte, še zmeram zelo ugodno, pa sem tle sam prespal, tako da mi je čisto super. Stuširal sem se, malo sem se prišel. Zdaj grem pa malo okoli pogledat. Najprej grem denar zamenjati, pa banane kupiti. Pa grem opice pogledat, banane grem zato kupiti, da jih bom opicam dajal. Pol pa še par plaž, ali pa eno plažo, pa nekam še malo pojesti, pa tako naprej. Zdaj tu ni mest, ki bi bilo nekaj ful stvari, ne. Ampak parih pa je, po lepih plažah menda je znano. Imam tudi za kopati seboj, bom videl, če se bom, kako bo s sajtom. Tako da, ja, bo zanimivo. Pa ta majster bo mene odpeljal, ali ne bo, gre. Tuk sem naročil, pregrabil pa ga, bo mogel zelo na hiter pride. Denar sem zmenil, banane sem kupil, zdaj pa že čakam tuk za naprej. Bo tale 84 ima, ne, ni tale. Številko vidiš. Ne, kje sem jaz? Malo so videli, pa me hoče malo nasrati, ampak ne bo šlo. Prvič me je ta grab zajel. Človek je kao naredil, da me je pobral, pa me sploh ni pobral. In tudi ne gre na tisto lokacijo, ki sem mu dal. In jaz pa zdaj ne morem novega registrirati, ker me imajo kao v evidenci, da me ta človek pele. Dobro. Vse enkrat prvič se mora človek naučiti. Je majster prišel, torej me je klical, pol je bil pa že čez minuto, pol minute tle. Verjetno je bo doma pritisno.
je, ker jaz sem ga videl, ki je šumem, ampak je mu drugega človeka noter, ne. Da on je to pomotoma najbrž sprejel, pa ga je zajel. Dobro, važno se rešil. Lejte opic, lejte koliko jih je. Lejte celka, pa tamle vidim enega čisti smehnega. Ne smem čist, lejte tam malega. Ne vem, če ga vi vidite. Kva so dobre. Kaj bi tukaj manj prišel, pa da mi ne bi nič naredil. Lejte tam malega. Čakajte tam malega, pa gremo. Lejte, koliko jih je tu. To znajo biti, veste, tudi nevarne. Mali. Mali. Lejte, kva so dobri. Je lepotci lepi. Kaj so? Lejte. Sej boste rekli, kva ste navdušen nad tem opicam, ampak jaz sem. Ne, da sem navdušen, jaz sem čisto navdušen. Telefon bom dal noter v torbico, ga imam sicer v žepu in slučajno ne bi kako mi ga vzel, ker zdaj pa vzel iz ruzaka ven banane, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Bi dal kamero na tla, pa da snema, samo to je preveč nevarno mi. So začutile. Na. Kaj nič niste lačne. Glejte, ko bi se steple. Na. Nočeš? Aha, lejte, zdaj mu bo pa malo. Lejte tam malega. Kaj vidite vi tam malega? Tale ta velik se mi zdi, da je opasen. Da najbolj, da mu eno dam, če ne bo, na. Kako lepo ujameš. Na, tam malo. Na. Lejke, tam malo mu pa ne da. Prasec sta velik. Dej, te malo pridi k men. Ti bom dal. Sam prid k men. Doma že ta velik. Ja pa še tam en ta mali. Ja, kaj so lušni. Je bogi. Malo. Na. Prim ta malo. Prim, no. Vej, da ti ne bojo vzel. Ja. Veš, da sem je step na raj dal. Na, še ti ta drug. Na. Ja, zdaj so se postrašili. Joj. Je pa še on ta malo napustil. Lej ga, on ga ta malega tam gor. Bravo, ta mal. Joj, kaj ste dobri. Vi se ne zavedate, kaj ste dobri. No, tle kdo meni na glavo pol. Nori ste. Noro dobri, lejte, žlahta moja. Kaj ste hudi, ej. Tej gunga ta malega mi pust, pa mu bom jaz dal eno bananco. Kaj so dobri. Mate, pridi mali. Aj, spet tata velik. Ja, ti si že dobil. Eni so ful napadalni, eni niso. Tako da ne vem. Tamal, mali, na, tamalo. A boš ti vzela? Na, kako lepo kulturno vzameš. Še tamal mu dej malo. Na, mali, tamal mu dej. Na, tamal mu sem več hotel dati. Na, mali. Na, hej. Barabe, za te male pa neč.
tu pa ni lepo. Kaj so dobri. Veste, da so me kar malo obkrožili. V enem trenutku pogledam in jih je cel kup za menoj, lejte. No, zdaj jih že ni več, tukaj jih je bilo. Ampak niso napadalni, so taki, lejte, kako je ta fejst. Pa tu kurat strobijo ljudje. Lejte, ungale tamle čoha. Lejte ga. Kaj so dobri. Jaz bi enega kar domov vzel, pa bi se z Garfotom igral. Danes pa kamor grem, žlahto srečam. Lejte, ne samo opice, lejte še ovce. Prej na delec sem mislil, da so kozice, ampak zdaj vidim, da so ovce. Ja, lušne ste. Lušte, lejte, tamle pa tudi opice v kup. Bom šel še malo naprej pogledati. Bom šel do teh, če... Na. Na, banano. Na, majster. Na, boš banano. Na, prid, puj. Ja, spustil si jo, vidiš. Zdaj prid pa pujo. Si ti nam nič naredil, ti jo kar vzem. Tu sem ti jo dal. Lejte. Lejte tu. Lejte tam male. Lejte. Kaj so dobri. Majster, na. Na, majster. Ja. Ti dam še teb. Na, teb dam tudi. Na, te malo. Na. Ja, kako... Ti te malo ponočeš banane. Ja. Neverjetni ste. Zdaj sem pa že na eni plaži. Tukajle. 800 metrov dol od Opic sem šel. Mogoče teli bloki ne zgledajo najboljš od odzadej. Ampak plažo imajo pa lepo, In ljudje se tudi kopajo. Sej pol bom šel kaj naprej, ampak zdaj grem še nazaj, ker se mi zdi, da je ob obali neka peš pot. Gremo pogledat, pa bomo videli. Sem prav videl. Taka lepa peš pot, ampak tamle se bo končala najbrž. 200-300 metrov je bilo, ne več. No, se boste rekli, imamo tega na Hrvaškem, kakor čmo. Res je. Ampak meni se pa tudi danes tlele bilo zanimivo. Lejte, koliko rakov, ne vem, če jih vidite. Prav vse jih mrgoli. Kakšen hud bazen, Mislim, tako fino. Zraven morja bazenček, ne? Mislim, sej, tisti, ki po kakšnih luksuznih zadevah hodite, ste tu že večkrat videli. Jaz pa ne vidim glih čisto vsak dan. In mi je fino. Tukaj imam občutek, da so odzad neki hoteli, ker so tudi te poti tako grejo. Dobro, jaz iščem pot, da bi šel naprej po obali, ampak imam občutek, da me bo slej prej nekdo ustavil, pa bo rekel, majster, ti pa nisi iz hotela, pa ne moreš iti naprej. Tukaj sem prišel zdaj čist do obale, vidite, tamle odzadej je tista pot, po kateri sem hodil. Tamle ima en tujc Aziko, pa je majčkeno slika. Verjetno je tlele v en hotel dober pelal. Tomaž Gorec tudi ne more dobiti, ker jo ne po tak dober hotel pelal. Drugač pa ja, lejte, tlele lepo, Pa fino lepo pihla. In vidite, tamle naprej čez tudi cel kup raznih bajtic ob morju. Tu verjetno dajajo sobe, so mini hotelčki. Tako da meni se to zdi lepo in zanimivo. Zdaj grem pa kar nazaj, ker moj prmčišče je v uni smeri. Zdaj sem nazaj na tej plaži in bom kar lepo hodil. Mogoče bom šel malo iz plaže dol, ker je ena peš pot, če bi bil kakšen restauracija. Da grem kaj pojest. Ali pa se kje usedem, če kakšen fini plec. Lejte, tlele so kar fino, imajo zrihtano,
malo morje gledaš, sicer bi nekaj pojel jaz tudi, sicer bi raj čez eno urco, sem še malo oblačen, ma grem pogledat pa da vidim kaj nudi. Glejte, tole sem videl in sem rekel, moram probat. Tu so jastoki, ne? En tale jastok, ki mi ga zdaj odpira, je $1, se pravi 90 centov. Prav zanima, kakšno bo. What's this? Salt and pepper. Aha, ok. Zdaj sem se pa tlele po domače vsul na štenge, pa bom tole pojel, da vidimo. Jaz imam rad rake pa te zadeve, ne. Tu prno si prvoščut, gre pravo bogatstvo, ne. A se veste, je še bolj uharen, ne. Bolj sploh težko. Tako da evo, probam pa povem. Me je gospa povabila kar k nej, da pri nej pojem. Pa sem pojel, zelo dober, malo sem bil neroden, res okusno, tako da je tukaj za najesti. Potem po notranjosti, malo višji, no, se je ustavila, zdaj vidim zakaj, je tle en modern hotel, pa tudi tamle so samo moderne zadeve, tako da vprašanje, če bo še kaj tacga. Zdaj sem prišel pa med same stolpence, kazinoje, evo ga kazino, sem prebral, da so tle ful Kitajci vlagali. In imam občutek, po mojem, da drži. Ejte, posod so tudi še kitajski napisi. Evo, lejte na teli gor. Pa tudi tam, ker so bile neke restauracije, se mi zdi, da je bilo pa sam kitajske črke. Tamle je Apple znak. Bog ve, če mi je stukam prišel. Kaj tacga, da bo zame primerno za jesti. Tam, ko sem bil prej, bi mogel. Vidite, napis samo v njihovem jeziku, tu je zgorej, pa kitajščini. Se pravi, to je najbrž neka kitajska restauracija. Malo sem zašvical, pa sem še tukšna budala, da nisem vzel rezervne majice, tako da za hrano je zame primerno sam nekje od zunaj sedeti. Vnoter v nekem, ki je ful klima, umrem. Prele sem šel, ker nisem poti najdu iz plaže, sem kar čez en Nobel hotel šel in sem kar korak pospešil, ker je bilo tako mrzlo, ne hladno, mrzlo, ne, pa še kaj sprašvicam, pa sploh. Tatlele zgledajo po slikcah, bi rekel, mogoče zanimivo. Lepo lepe slikce, sem tlele zun, ne bom imel, ko je sonce, na drugi strani nimajo, noter pa, kakor sem rekel, pa tudi ne bom, ne. Tule tudi nekaj podobnega. Težka bo, aha. Tole pa še gradbišče. Mogla biti ena plaža. Ja, pa je sam gradbišče. Kam sem jaz tu prišel. Zdaj sem se pa s tuk-tukom pripeljal še do tele plaže. In tle imam pa namen najdeti neko restauracijo, upam, da zun, da je kakšna, da pojem. Imam pa tle tudi dokaj bliz, sem mislil reči doma, ni glih tu doma, ampak namestitu. Tukaj za menoj pa ena gospa plažo pometa in lejte, temu se pravi lepo urejena plaža. Ker kje pa vidiš, saj tudi v Vietnamu ste videli, ne? To je plastenk, smeti, vsega, lejte, tle je pa res lepo. Tukaj je restauracija pri restauraciji, ampak posod še pripravljajo. Lejte, tle je celo še stole gor,
Tako da ne vem, kdaj bojo tudi odprli. Če sploh že imajo odprto, nikjer ni nobenega menija, da bi človek pogledal. Tako da ne zastopam, čisto je pa lokacija vrhunska, ne. Ne najdem restauracije, ki bi mi odgovarjala. Une tam so vse zaprte. Hodim ko budala, pa nikjer nič. Tako da ne vem, sem morda kar zapeljal v hotel. Tam se sicer ne da nič naročiti za jesti. Imam pa še kilo banan od opic. Bom pa tu poju. Restauracija tam pa deluje, bom pa kakšen naraven sok. Ne, malo sem še sprehodil, če kaj najdu, če pa ne bom, pa ni. Kako češ le kaj naročiti, kaj vse v kitajskem? Samo v kitajskem ne moreš. Dobro jutro. Danes me je pa pričakal dež, ampak nič zato je pa majčkeno bolj svežo. Itak čakam prevoz. Grem na naslednjo destinacijo. Boste videli, zelo lepo. Tam sem potem 2 dni in imam 3 ure vožnje, pa kar fino, da ne bo kakšne pripeke. Zajtrk sem že pofruštkal v tem hotelčku. Lejte, da vam še enkrat ga malo pokažem. Lejte, tamle je simpatična šefica, uči otroke. Ne sem simpatična, tudi lušna. Ima enega Francoza in zgleda, da ne zgleda, je videti, imata 2 otroka. Vodita tale hotelček zelo uspešno. In otroka zgleda ne hota v šolo, je doma učijo jih in malo jih uči ona, malo Francoz. In zanimivo, fantka govorita 3 jezike. Francoskega, kamboškega, pa še angleškega. Zdaj oče se pogovarja v francoščini, mama v kamboščini, vsak malo pa še v angleščini, tako da imam občutek, da tu bo ta zelo pametna fanta. Drugače imaš tukaj v hotelčku gratis čaj, kavica. Evo, tole si lahko vse sam postrežeš, voda. Jaz sem en čajček privoščil, imajo pa tudi zajtrke, pa tako naprej, tako da zdaj sem jaz omleto pojel za slabe 2 evra. Ne, da so točni, celo prej pridejo. Evo, lejte, to je pa ta lušna šefica. Thank you, goodbye. Bye. Že v tem kombiju, bolj majhen. Zdaj bi me pa motil, lejte, klima tlele tera na polno, pa sploh ne da se zaprti. Pa še kape nisem vzel, oziroma morda imam v ruzaku. Upam, da imam. Hvala Bogu mu kapo v ruzaku. Mi bo saj delno rešila življenje, ker tu se s to klimo tu tako pretiravajo. Včeraj sem hotel v en trgovski center si kupiti pijačo. Že uno, ki sem prišel 10 metrov pred vrata, ki so bile na stežaju odprte, je udaril ven mrzlu. Ja, Madonna, sem rekel, pa ljudje, kaj je z vam? Dajte v komentar napisati, če tudi vas tako moti klima, ali vam je okej. Jaz bi klimo kar iz zakonom prepovedal, res, ker to se mi zdi nekaj najslabšega za zdravje. Saj name tako deluje. Pauzica. S temle kombijem pa je bil taka popotniška vožnja. Bolj slab je, po Makedanu smo se povozili. Tako da me to spominja na čase, ko smo 10 let nazaj
potovali. Tako da se pa še tu malo spomniti, še eno urco, dobro urco, no. Dež pada, kar mi ni všeč. Bo nehal menda, ne. Smo se postavili na črpalki za 10 minut. Šok iz hladnega vroče, ampak kaj čmo. Zdaj smo prišli do enega kraja in zdaj moramo pa prevoz zamenjati. Pol ure moramo čakati, to bo najbrž malo več kot pol urce, ampak kaj čmo. Se pa čudim, ko se preživi tale moj kovček. Tu ga mečejo, rinejo, tlačijo, ven vlečejo. Tako da zaenkrat kaže, da je ful kvaliteten. Temole kuža, tu se pa gode, lejte kušen. Kos mesa je dobil. Kuža! 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 Grab tle ne dela. Je prišel tale majster, me bo odpeljal, pošteno ceno povedal, tako da bom dal še 50% tringel. Prvi vtis je pa tak, da, ok, just for my YouTube. Prvi vtis je pa tak, da mi bo tlele všeč. Tudi soparno ni, čeprav možno, da malo ukrivešo, bo, pa je prav prijetno in kar sem do zdaj videl, se mi super zdi. Glejte, ista moja lučka, ista je, bogi kuža, kam ti letiš, isti moja lučka. Zdaj je pa prišel čas, ko se bo tudi Tomaž Gorec malo preseraval. Evo, da vam naj pokažem mojo novo namestitev. Glejte, hiška z terasco, vrhunsko, celo mreža, ne vem, no noter pa glejte takole. Glejte, lepo vse, super, še WC, kopalnica, luč užgem, kje pa je luč. Evo, takole. Ampak to še ni vse. Ta glavno vam bom zdajle pokazal. No, ta glavno je pa tole. Poglejte, poglejte. A ni top? Tle gor še restauracija. Bral sem na Bookingu, da imajo dobro hrano. Bom preprobal. Ampak tole, komaj čakam, da zaplavam. Sem rekel, da kar takoj testiram tukaj. In sem naročil nudeljne za zelenjavo plus jajcem. Zgleda kar dobro. Veste, kakšno sranje sem si naredil? Glejte, v sobi imam milijon telih mušic. Milijon. Bil je pa problem, ker nisem videl, tle je bil za 1 centimeter oken odprt. In seveda so vsi vam prileteli. Je tle noter en geko, veste, tak mrtinček, pa ki jih je, tle nekje od zadaj je šel. Ga vidimo, če kje, ga ne vidim. Daj, majster, prid, pa požri ta sranje, no, lepo te prosim. Lepo te prosim. Zdaj, kencajta luč užgana, poglejte, koliko je tega. Noro sem se zajel. Evo, sem pa videl, zdaj tlele dva, imam tudi v kopalnici ta dva gekota. Glejte ga, eden. Ga vidite verjetno slabo. Jaz sem ta od zunaj. A reveš od zunaj, čak tam noč spustil. Na. Evo ga vidite, evo, pa sem ga dobil noter. Glejte ga, vidite gor na steni. Kaj bo ta restauraval? Tle je bil pa še eden. Šel tle od zadaj.
Dajte, še kakšen ta naj pride. Ga vidite, gor tam zdaj na belem. Ta mi bo rešil življenje. Dobro jutro. Pol ure že tukaj sedim na terasci. Gledam to lepo zeleno barvo. Mir, malo ptičke poslušam. Tako da vam povem en sam užitek. Zdajle bom šel pa na zajtrk, najel motorček in potem grem tle okoli par stvari pogledat. Planiram, da se bom vrnil nazaj še po dnev, da se grem še majčkeno v bazen okopat, ker imamo tako finega. Pol pa spat. Jutri grem pa že naprej. Hitro mineva ta čas. Ampak tako je to, ne? Tako da pred mano je en lep dan. Glej naprej, vkolikor še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroči. Tole je pa zajtrk, ki je uračunan v ceno tele hiške. Imaš veliko zbero, jaz sem naročil omleto, dobil sem zraven še puter, marmolado, kruh, ananasov džus pa čaj. Na koncu pride pa še sadje med. Zdaj pa še sadje prišel. Prav obožujem tole. Vrhunsko, vrhunsko, samo to lahko rečem. No, zdaj pa gremo, novem zmagam naproti. Ste mogoče pogruntali, kaj falite motorčku? Najbrž, da ni težko. Nosilc. In nima z nosilcem, pa sem rekel, hočem motor z nosilcem. Rekel, žal nimamo. Mislim, zdaj, da druge motori iskal nisem. Seveda ne bom pa nič tisti provizoriš delal, ker sem par videov nazaj, ste videli, kako mi je telefon dol pol. Pač telefon bom imel tukaj tle v torbici in bom vsake toliko cajta vstavil, pogledal, žal ne gre drugače. Žalostno tu. Bom tu, eni ste mi svetovali, da ne en nosilc nabavim, pa ga seboj nosim. Ja, res bom nekaj tu nabavil, ko domov pridem in da imam tu za vekomaj rešeno te probleme. Zdaj sem prišel do te jame, vodne jame. Tle so se eni fantje najdeli, da me bojo pelali. Seveda pol kakšen evrček pričakujejo, kar jim bom z veseljem dal. Upam samo, da imam drobiž, nisem čisto prepričan. Bomo videli, kako bo tole šlo. Je pa, lejte, takole zgleda, nobene vstopnine, nič. Jaz sem tu na zemljevidu najdel, niti nikjer ni nič opisano. Po slikah sodeč se mi je zdelo zanimivo in sem šel. Evo, takole me poblje vodijo. Ni tu neka huda jama, ampak so kazali še ne druge. Dober, luči nima, morda se tamle še kaj nadaljuje. Tudi pomislil nisem, da bi ono lampo s seboj vzel. Aja, pa se nimam baterij. Tako da ne bi šlo. Zdaj me pa fantje vodijo po enih strmih stopnicah, da vidimo, kam me bojo pripeljali. Tamle pa še en turist, ima pa tudi enega kao vodiča. Ajde, gremo naprej. Tole bo najbrž tu. Pol naj bi tam kao še ena bila sta. Nekaj mi kazala, če to drži. Hod, jaz. Pa res, lejte, odprtine. Tle pa, lejte, lep razgled. Malo me na Ninh Binh v Vietnamu spominja. Sicer manj vode, ampak lepo. I know Cambodia, yes. Aha, tle pa so si svetišče naredili. Me pa zdaj života pomal bolj
nevarnih zadevah. Je pa že kar malo plezarije, lejte. Tule pa že čisto vsak ne more. Dobro, da sem v merelkah. Pa sem še zjutraj gruntal, če imeti v merelkah ali šlapah. Pa sem se, hvala Bogu, odločil za merelke. Komaj pa dole eno pitje. Ja, tole bom nehal snema, da nam kepal. Tale bo pa zgleda najboljša od vseh. Da vidimo, kam so nas topove pripeljale. No, zdaj sem pa že noter. Zanimiva jama. Od vseh najbolj zanimiva, dajte, kapniki vse. Bomo šli, majster, na skrb. Evo, tudi le oltarček. Zdaj pa prav ta poba, da treba iti po te strani. Kaj? Dragon. Aha. Dragon. Ok, če ti tako praviš, da je tu zmaj. Ok. Sem mislil, da tle kakšna bližnjica, pa ne bo. Še kaj imate za pokazati, fanta? Ali je to to? Dragon. Aha, tu je dragon, pa je res malo neki kuščar zgleda. Ja, fajn. Orangster ima pot. Me pa zanima, koliko sta te dva fanta pričakovala, da jim dam. Jim bom kar dober dal, samo to nikoli ne veš. Morda pričakujejo mesečno plačo. Lušna cesta, ne? Taki se že dolgo cajta vozim, gledajte, kako gre teli punčki dober. Hello. Tle bi nekje na en ta hrib gor prišel, pa ne vem, bo šlo, ne bo šlo. Tukaj naj bi bila pa še ena jama. Kaže, da sem čistle. Pogledali, malo vprašali. Zdaj sem šel not v jamo. In kao, da je tle tam pisalo 10 minut sprehoda. Bomo videli. Po ene 100 metrih sem prišel v tole. Zanimivo, in zdaj so sem pa kaj razni tunelčki. Kele je eden, tamle celo neke štenge, gor sem se podirajo. Tamle pa nekaj osvetljeno, da tole mi izgleda najbolj tako sigurno. Tako da grem tle, bom pa nazaj gredešel tudi še pogledati, kaj je v teh tunelih. Tle cel labirint teh predorov. Samo uničujejo, kar tu neke v jame noter dajejo, vidite, svetišča, pol razne prodajalne. Kaj tu netopirje slišim, ali kaj? Opaziti se ne bo kaj vdrlo. Glejte, tukaj malo tarčka. Tle se v krogu prije, moram paziti, da se v glavo ne udaram, ker sem plešast, pa še kape nimam gor, ne? Veste, kako pol to kuk boli. Upam, da tle še ni konc. Ja, pa ne bo. Super. Vidiš, še naprej prideš. Noro. Kapo bi mogel gor dati. Če ne sem kje butnil, sigurno se bom. A tu sem se pa že na drugo stran prišel. Vidite, in tle prodajajo. Upam, da tu sploh nazaj prideti. Ja, nekako bom že prišel. Ja, tle sem zdaj čist nekje, evo, tu. Ta jama ima še eno hod zgleda. Grem jaz kar nazaj, pa videti, če še kaj drugega je možno. Tele štenge me fej zanimajo, kam grejo. Pa imam občutek, da se tule neha. Tale kamen nate pade, si ga naje. Ja, pa lejte, kar gre.
Kdo bi si mislil? Ja, do enega vrtalčka prideš, tako kot ponavadi. Ker nimam nosilca, pogledam na preveč poredku in sem že šel predaleč. Ampak nič, zato sem tle do enega lepega jezera prišel, pa malo dlje se bom ob obali pelal. Čisto okej. Zdaj sem pa že ob morju, čist bliz mesta Kep, ampak zdaj grem pa v hribe nad mestom Kep. Pol pride na vrsto pa plaža, ena ali pa dve plaže so v mestu Kep. Zdaj se pa že vzpenam nad ta hrib nad mestom Kep. To je drugače tudi nacionalni park, zato tam dol plačaš €1 in to je prva razgledna točka. So pa gor po slikah sodeč še veliko bolj zanimive. Dobra razgledna točka. Je pa tamle znak Be Careful. Seveda, gledajte, tu vse udira. In gledajte, če en tak bolj težak, ki jaz tlele stop, vse gre. Jaz samo iščem, vidite, hodim tle, ki so že bili zabiti, da se me kje udrlo. Ja, lepa potka in veste, po takih poteh se jaz ful rad vozim. Lepo senca, počas, nobenega prometa in to je to. Joj, žlahta, jaz pa brez banan, Joj, kakšna škoda. Joj, pa sem gruntal, da moram kupiti. Lejte jih. Lejte, kako so lepi. Jaz bom šel dol banane kupiti, lejte. Šel dol banane kupiti. Lejte jih. Kaj je, majstri, kako ste vi kaj? Madona ste lušni. Jaz bi enega kar domov vzel. Enega tacga bolj majhnega. Majster, jaz bi ti dal, če bi mu. In obljubim, da bom se potrudil, da najdem nekje banane. Joj, tole je pa napaka. Upam, da kje prodajajo. Upam. Kaj ste lušni. Kaj ste lušni, jaz ne morem verjeti. Tlele pa je neka civilizacija. Upam, da kdo tudi kakšne banane prodaja. Da ne sem pijačo. Fini razgledi. Pejmo sunce. Sem pijačo, banan pa ni. Čeprav tle se bi ustavil pa nekaj spil, ne. Je fino dol razgled, samo jaz moram banane dobiti. Zdaj grem pa še tukaj gor. Tukaj lejte en razgledni stolp. In piše: bodite pazljivi, monkey snakes are not, se pravi na kače in na opice. Je pa zanimivo, ne, ker sem šel nazaj, nisem unih opic več videl, ne. Tako da imam občutek, da nima smisla mi banane kupiti pa iti nazaj, ker mogoče opic ne bo, ne. Se me pa malo prestrašil s tem kačem, ne. Še ena taka strupena kobra je narisana. Čeprav se čisto nič kač ne bojim, ampak zdajle so me pa majčkeno prestrašili. Zdaj, če ne bi bilo te table, ne, bi bil čisto nič prestrašen. Sem že na vrhu stolpa. Razgledi lepi. Škoda, ker nimajo kakšne poti gor na te vrhove. Ne? Ni bilo nič videti. Tle dol mestece. Ni slabo. Ni
Piha malo. Zdaj sem se pa kakšnih 500 metrov dobrih vozil v plaži in sploh ni nekaj lepo, lejte, skozi je škarpa in pol pa takole, ne. Tamle pa vidim, da je mivka, samo tamle vidim še neke cevi, ne vem, je tu kanalizacija, tamle naprej spet nič, mogoče je kje naprej, bomo videli. Niti ne vem, kje sem, ali sem že naprej od mesta, ali bom pogledal zemljevid. Aha, lejte, tukaj je pa veliko lepša plašča. Lepo mivka, nobenih smeti, a tle je pa lušno. Da vam malo pokažem ta dogajanje od plaži, ljudi kar nekaj. Voda ni tisto kristalno čista, kot pri nas na Hrvaškem. Tako da sem šel raj majčkeno skopat v bazen še. Iščem neko restauracijo, da grem nekaj pojest. Pa jo zaenkrat še nisem videl taka, ki bi mi odgovarjala. Znači, tamle sem videl, da ananas prodajajo. Tu bi jaz mogoče vzel. Evo, lejte, tlele ananas lepo narezan, aha. A, lejte, tlele kar pečejo. Ja, morda bi bilo pa tudi tule zame. Morda bi bilo pa tule zame, a? Čakajte, tule moram pa obrniti, tamle vidim, da je neke kalamarčke obračal. Šo? Bo morda. Človek mora malo bolj pogledati. Mislim, da sem najdel restauracijo, ki mi je odgovarjala. Pa še tlele mesece imajo. Lejte, tlele si bom tole nekaj prvoščil. Za tole hoču $4. Kalamarčki lepi. Pa tudi teli niso slabi. Pa lejte, rakci. Še rižek. Tole majster peče, ne. Tistole črno, ki meša, je malo nagravžno. A, bi vi tole jel, tole ta črno. Dober, ampak gledajte. Tudi to je del potovanja. Šefe, this and rice. Aha, bo lejte še malo segru. Fino, majster, ti mi tu kar zrihtej. Tole bo fino po mojem. Bo. Vse so mi zrihtali in lejte, jaz pa lep pogled na plaščo. Evo, tudi ženska mu pomaga. Gledam, če bi mi kakšno tako popečeno zelenjavo naredil, ne. Smo videli. Tole bo dobro, imam čutek. Tole je končna verzija. Takoj, ko probam, povem, kako je. Evo, pa probajmo. Kot na Hrvaškem. Samo česna ni. Takle bi pasal blitva s krompirjem, ali pa pomfriček, ampak bo tudi riž dober. Ful so dobri. Ful. Zmazal čisto vse, razen tole omakco, niti ne vem kakšna, niti nisem probal, ker je bilo tako čisto dober, tako da ne vem, zakaj bi kompliciral. No, tukaj sem si pa še ananas prvoščil, ženska že ustrašil, da ga ne bom vzel. Vejte, takole kupiš, tisle ananas, ki je bil $0,5, to je pol ananasa rečemo, ne vem, kaj je še tu vse ostalo. Takole na ulici tu zgleda, ampak veste, je čisto dober. Evo, prispel z motorjem. Ga posnamem zato, da ne prekal, da sem ga kaj sfukal. Sicer umazal sem ga fejst, ampak drugače pa tak je bil. Zdajle bo pa še pasalo mečkam tlele zaplavati.
malo se osvežiti. Čeprav voda je kar topla. Pa še v kamen sem brcnil. Tako da glih neke hude osvežitve ne bo, ampak v vsakem primeru bo pasalo tole bo. Kje si, Micko? Si me prišel malo pogledat, ne? Ja, seveda, midva so prijatelja, ne? Ja. Dragi gledalci, poslavljam se z tega čudovitega bungalovčka, ker malo težko mi je iti, ampak tako je. Ura je 6:30, imam še zajtrk, pa me po 7 poberejo. Spokal sem vse, seveda stukati pogledal, če ne bi kaj pozabil. In trkam, nisem. Zdaj pa na zajtrk, pa naprej proti Pompenu. Ja, Micko, se ti se nimaš kaj pritoževati, kad tle fino za jesti dobiš, so veliko večji reveži. Taksi, ki moj Garfo, vse ima, pa se pritožuješ, ne? Si pa simpatičen, ja, si simpatičen. Spet so mi pripravili okusen zajtrk. Omleto, puter, marmelada, kruh in najbolj važno sadje, čaj in ananasov sok, ki sem ga razrečil z vodo, ker je bil čist preveč sladak, preveč močan. Tako da zdaj pa pojem. Sem že na avtobusu. Z avtobusom so me prišli gor Puj. In človek je rekel, da če še nisem še pojel, da me bojo počakali. In kako prijazen ta kondukter in šofer. In glejte, lahko rečem, tle v Kambodži so storitve na višjem nivoju, kot v Sloveniji. Mislim, bolj so ljudje prijazni, bolj ga briga, da boš ti zadovoljen. Tako da sem presenečen in vesel, da je tako, no. Ker je res neverjetno. Tudi avtobus, gledajte, neverjetno komod, vidite, koliko razmaka med sedeži. Super, samo to lahko rečem, super. Umiram. Tukaj v Pompen smo prišli, nikamor se ne premaknemo. Mene pa tako. Se bom kar tlele. Se veste kaj. Što nimam kakšne flaše take, da bi je večji odprtina, bi kar tlele prislonil pa rešil, tako me mudi, da je zaznort in kaže že po ure. Pa tudi, pa moram pa še do hotela priti, še na uro ne bom šel. Zaznort. Tlele nam je avtobus ustavil, vidite, tam imajo pisarnico in sem imel WC, tako da sem šel tudi na WC. Evo, zdaj sem pa že v tuk-tuku, kilometer me bo pelal, kilometer pa pol pa je manj k 1 evro, ne, tako da to je res poceni. Prispel v hotel v Pompenu. To je isti hotel, ki sem že bil. Sem zdaj imel majčkeno manjšo sobo. Takrat so mi dali gratis sveče, tako so rekli. Ampak gledajte, to je čist dober, ne rabim čist nič večjega. Gledajte, super, pa boljš ne more biti, no. Drugače, vidite, tudi tle so rekli 2 vode imam zastonj, pa vse tule je zastonj, si lahko čaj, kavico naredim in ja, lejte, fantastično. Je pa ta glavna zadeva, ki sem zdaj ful vesel, čekajte, kako če se obrnem, da bo slika dobra. Rezerviral sem si, da grem jutri Killing Fields pogledat, zjutraj ob 8.
sem se bal, jutri je nedelja, sem se bal, mogoče ne bo. In je res, ko sem rekel, da bi rezerviral, je rekla, verjete, ni frej, ker je nedelja, pa še nov let imajo oni. Je rekla, pejte v sobo, pa bom sporočila, sem rekel, ne, kar takoj zdaj, dajte, da to rešimo. In sem dol počakal in so, hvala Bogu, rešili, tako da imam jutri killing filce, danes zdajle pa malo se stuširam in grem malo še po mestu pogledati par stvari, tako da super se rešuje, fino sem vesel. Zdaj sem se pa odpravil malo peš iti po Pompenu. Vroče je kot v peklu. Zdaj grem na eno ulico 240, ki je kao znana po šopingu, pa po kafičih. Tako ker nekaj bom tudi pojel. Zmeraj prepozno jem, tako da moram prej. Tako da bom kar peš se lotil ogleda. Lepo v merelkah sem in hodem. Problem je samo malo, ker je vročina, ampak bo šlo nekako. Zdaj že hodem pod street 240, ampak nisem še nič kaj takega videl, kar me bo prepričalo. Je pa, če tukaj grem naprej, pridem do obale reke in bom šel pa ob obali nazaj, pa bo tu čisto okej vse skupaj. Tole, ki vidite, je sotočje dveh rek. Tale, vidite, prva. Ta ni Mekong, ona zadaj pa Mekong. In od tam pol dol naprej, to, kar vidite, je pa vse Mekong. Je pa tlele zdaj na soncu vroče, tako. Glejte tole scenarijo, to vam sploh povedati ne morem. To je ono, ki se zvalijo zarodki iz jajca in pol ti spoješ. To imajo tudi na Filipinih nekje, pa na Tajskem se mi zdi, ampak jaz glih nisem za to zagret, tako da tu sigurno ne bi. Jaz sem tam en punčko pelal dol, da bi se kopala, no jaz glih v tej reki se kopal ne bi, če sem čisto iskren. Kar tema pred očmi se mi je že delala od žeje. Vidim tle en restauracijo, tle noter imajo več, pa jaz sem se odzunil, ker nočem kakšne klime. Imam tudi fini razgled na reko, tale cesta pa promet ni glih najboljš, ne. No, kupili so mi zato, ker imajo vietnamsko župo, iz zelenjavo. Bom videl, če je tukaj dobro, kot v Vietnamu. Pa kokos imajo in sem rekel, če je fej smrzel, je rekel je. In evo, tu sem iskal in tema se mi dela, dehidriral bom, če nam hitro tole kaj spil. Ja, pa fino sem se zdaj nekaj spomnil. Brez njihovega denarja sem. Glih za glih bom jim tule zaplačati, ko sem naročil, tako da naslednja stvar je pa denar zmenati. Dobil juho, ni taka, kot sem se je zamislil. Mislil sem, da bo bistra, ampak ne ocenjuj zadeve. Ne ocenjuj zadeve, prej ne probaš. Tiste juhe tam, ki ste videli, jo nisem pojel. Sem se odločil, da grem kar v hotel, tlele na teraso gor nekaj pojest, ker vem, da imajo dober, lejte pa še razgled imam super.